Dober dan in dobrodošli v podkastu Prevajalske agencije GOR, kjer gostimo izjemne posameznike iz sveta startupov, scale-upov, investitorjev in raznih drugih kotičkov podjetništva. Kje in kako začeti, na koga se obrniti, s kakšnimi izzivi se bo treba spopasti. Torej, govorili bomo o tem, kakšno pot morajo mlada podjetja prehoditi, da odklenejo svoj potencial in zaslovijo kjerkoli v svetu. Danes je z nami v studiu Katarina Lotrič, ki se nam je pridružila iz Kranja, direktno iz Gorenjske, po izobrazbi je komunikologinja in začela je svojo kariero v korporativnem svetu, a ne za dolgo, zdaj že več kot 10 let v podjetniških vodah. In tudi dihala si z različnimi startupi in vse te izkušnje so te pripeljale do Gentler Stories. Zdaj si ena izmed 4 mušketirjev, 4 soustanovitelji in tudi si direktorica tega podjetja. Gentler Stories je bil letos med 5 finalisti za Startup Slovenija, med 3 finalisti za nagrado Apple Design Award 2023 v kategoriji Graphics and Visuals. Ste pa tudi ponosni lastniki nagrade Apple Watch App of the Year lanskega leta. Tako da kapo dol, čestitam za vse dosedanje dosežke. Bi morda mogoče še ti na kratko o sebi predstavila, kaj dodala k temu, kar sem že jaz uvodoma povedal? Hvala za povabilo, hvala za čestitke. Ne vem, se si vse zajel. Tako, Super. Ja. Morda greva kar na sržu, zanima me problem, kakšen problem rešuje Gentler Stories. Zanima me številke, koliko prometa ste ustvarjali letos, kakšen profit si nadejaš, da boste do konca leta naredili, koliko uporabnikov aplikacij imate. Torej, na kratko bi rekel, če lahko en kratek pitch narediš. Joj. Gentler Stories je podjetje, naša aplikacija je pa Gentler Streak. To je naša prva aplikacija, najbrž ne edina, glede na to, da smo Stories in ne Story. Naslavlja pa, v bistvu rešujemo problem, kako biti trajnostno aktiven. Se pravi, mi smo vsi rekreativci, vsi 4, in nekako se nismo počutili, da bi bila na trgu neka rešitev, ki bi nam pomagala pri vzdrževanju aktivnosti, ker se zdi, da so vse tako naštimane na to, da vedno dosegaš, več, hitreje, močneje, vse zelo tako tekmovalno. Imaš Stravo, imaš Garmin, imaš neke fitness challenge. In povsod je tako zelo ciljno usmerjeno, generično recimo temu. Pa redko kdaj ima to res veze s tvojo fizično pripravljenostjo pa počutjem danes. In mi smo izhajali iz tega, kako narediti app, ki ti bo pomagal biti aktiven skozi življenje, ne. In v življenju ti ne moreš biti skozi na maks, niti ne moreš biti vsak dan aktiven, ker recimo, če gledava tudi Apple Watch, njihovi fitness ringi, vsak dan jih moraš izpolniti, zato da imaš tisti trik, ne. Ampak ti zboliš, pa si slabo spal, pa se poškoduješ, pa rabiš dopust. Tako da, ja, mi nismo videli neke celostne rešitve, zdaj sem verjetno malo v krogih vrtela, no. Ni bilo neke celostne rešitve, ki bi nam odgovarjala, ne. V bistvu seme se je porodilo tam, da je Andrej, on je naš oblikovalec, v bistvu product guy, on je najbolj športen med nami, recimo najbolj resno športen, fitness, teče, kolo, in on je 2018 se pripravljal na triatlon. Sicer si vse prebral, kar si lahko prebral, ampak ni imel pa trenerja in se lepo sam je to, se je vodil do takrat, ko bi to zmogel, no, in je na tej poti se skuril, ne. In takrat se je pa v bistvu začel spraševati pismo, pa kako bi jaz vedel, kdaj počivati, pa kako bi jaz vedel, do kje lahko na kakšen dan pritisnem, ne. Tako da ja, tam se je vse skupaj začelo. Takrat smo imeli vsi 4 še svoje službe, 3 od teh 4 smo bili v bistvu sodelavci na Lejku, Andrej je takrat delal, mislim, da na Marandu. Ja, no, ampak ta njegova ideja se je valila nekje v ozadju, on je s kolegom Mirnajem sta tudi razvijala nek prototip v popoldanskem času, in mi smo vsi ta app uporabljali. To je bil tako
nek čist začetek tega, zelo drugače izgledal kot Gentler's Trig, ampak povedal ti pa vsak dan ti povedal, koliko daleč si ti šel na tvoje trenutne zmogljivosti. Se pravi, si ostal v zdravih mejah aktivnosti, ali si šel čez. Videli smo, da se vračamo noter, da nas vleče, da se orientiramo potem. Ja, no in pol je pa prišlo leto 2020, ja, ko sem se jaz odločila, ko sem jaz nekako začutila, da je moja pot na lejku, to je bil startup pred Gentler Stories, da se končuje, da nekako nisem več čutila, kaj lahko tej firmi dam. To je pač podjetje, ki danes dobro dela, ki stoji, ni rabel, meni se ni zdelo, da mene še rab, hotela sem pa ustvarjati še naprej. Pa nekaj, kar mene zelo zanima, je ta well-being, no? Tako wholesome well-being, se pravi na področju telesa, duševno, čustveno, vse to, kako celostno v bistvu prekrmariti skozi življenje čim boljše. In ja, takrat smo se pa začeli pogovarjati, v bistvu mi da z Andrejem najprej, pol kmalu se je Luka priključil, tudi še Jasna. Pa smo v februarja 2021 ustanovili podjetje. To je bilo sredi korone, ko so vsi delali od doma. Mi smo od dneva 1 delali skozi skupaj, z vsemi papirji, ki si jih takrat rabil, da si prečkal meje, če nisi bil iz občine. In ja, takrat smo pol, se mi zdi, da nekje maja že prvo verzijo dali ven, testni grupi, nabirali smo testerje, najprej ne na najboljši način, ampak mislim, da najlažji način, to je prek prijateljev. Ampak pa smo hitro videli, da ti prijatelji so začeli voziti druge ljudi in to je bil nek pozitiven signal, prvi recimo pozitiven signal, ok, nismo samo mi, ki čutimo, da obstaja nek problem v tem rekreativnem svetu. In pa smo septembra 2021 smo lansirali iOS aplikacijo, ki je bila v bistvu bolj tako isto neko testiranje, a se bo obnesla, se ljudje vračajo, odpirajo, koliko se jih subscribe. Takrat je bil to, takrat še ni bilo urce zraven in je bil bolj nekako tvoj hub fizičnih aktivnosti. Pa isto si lahko spremljal to, koliko si danes naredil zase, si še čez, si znotraj, ali lahko počivaš, a ne, se pravi ta activity pad, kot mu mi rečemo, je že bil. In cifre so bile dobre, mi smo bootstrapani, kar pomeni, da smo se mogli znajti, mi nismo imeli denarja za marketing. In glede na to, da smo vsi seniorji v iOS svetu, smo računali na to, da bomo dobili podporo Apple, da nas bojo featurali in to se je zgodilo, tako da vsi ti uporabniki, no, ne vsi, večina teh uporabnikov je prišla prek featurov. Vzporedno sem jaz delala PR, kar je bil pa spet nek dober signal, ok, novinarji pišejo o nas, to je bilo brezplačno, ne? Se pravi, nismo za nobeno objavo pisali, ker to je tudi, mislim, plačali, ker če plačaš je spet nekaj, nič ti ne pove za res v kakovosti produkta oziroma o tem, a je viden kot nekaj uporabenega. In ja, takrat smo lepo, mediji so nas porajtali, začeli se s parimi objavami, no, tako da cel kup nekih dobrih signalov smo dobivali, na kar smo februarja 2022 izdali še aplikacijo za Apple Watch, to je pa dopolnilo pol naši iOS aplikaciji. Ja. In takrat smo postali celostni. Takrat je Gentler's Trig postal fitness and health tracker, ki ti pomaga pri tem, ja, da vzdržuješ aktivni lifestyle na dolgi rok. Po meri tvojega telesa, to je zelo pomembno, ne? Se pravi, upošteva tvojo naloženo utrujenost in tvojo dnevno pripravljenost. In ti na podlagi tega ti svetuje, katere vadbe so danes zate primerne, črpaj iz tvoje zgodovine, se pravi, če ti, ne vem, tečeš, plezaš, pa plavaš, ti bo rekel, ok, danes je primerno, ne vem, plavanje, 60 minut v tretji coni, in pol boš ti to zbral, pokazal ti bo, kam te bo to tvoje dnevni pripravljenosti prestavili, se pravi, bo še ohranjal te znotraj tvojih zdravih meja aktivnosti. In ti pa z uro pa lahko to nadziraš med vadbo, da se držiš tiste predlagane cone, tudi ti rečemo, ok, step up, slow down in na ta način pomagamo, da se ne skuraš. Ne? A ti jaz prav odgovarjam? Super, zelo mi je všeč, ker je pač iz lastne neke
bolečine, nekako potem poskušaš najti rešitev in mi to zelo se dopade. Ja. Zanima me, kakšen je poslovni model tukaj v zadnji, če mi mogoče lahko to za gledalce pa tudi zame razkriješ. Aplikacija je freemium, kar pomeni, da si jo brezplačno naložiš in do neke mere tudi brezplačno uporabljaš. Vse, kar ti rabiš, zato da si zdravo razporejaš, res da je pa active, da je brezplačno. Pol je pa subscription, ponujamo letni, mesečni subscription, pa lifetime in-app. Kaj pa je to? Lifetime je pa, da ti enkratni nakup, ki ti pa omogoča doživljenjsko rabo aplikacije. Sprav, dokler bomo delali, karkoli bomo naredili, boš imel dostop. Je to najboljši paket? Ne vem, odvisen. Mislim, za vas, če to ciljate na to, ali vam je Ne, v v bistvu resnici bi rekla, da so Yearly boljši, ker Yearly se vseeno obnavljajo, z tega vidika bi rekla, Lifetime, kdor se takoj odloči, to je money up front, se pravi, ta denar takoj dobimo, medtem ko tistega Yearlyja pa isto ga dobivaš takoj, ampak skozi leta, tako kot na obroke. Pa koliko je takih plačljivih uporabnikov? Trenutno imamo 31.600 plačljivih uporabnikov, pa nekje 1300 ljudi, ki so zakupili doživljenjski dostop. Fino, vsaka čast. Ja. Odlično. Mogoče bi se malo vrnil nazaj. Malo si že orisala, ravno v koroni, nas je vse skupaj začelo. En izziv, pa če že to bilo, da ste mogli dejansko orang planirati, kam boste sploh šli, v katero občino, kako boste sploh birokracijo, kako se boste tega lotili. Me zanima te začetki, kateri so bili tisti najhujši izzivi, največje ovire, tisti prav na začetku, ko ste odprli podjetje? To se ful tako sliši, ampak dejansko ni bilo nekih ful velikih ovir na začetku, ne. Mi smo, kot rečeno, smo bootstrapani, se pravi, sami smo investirali svoj denar v firmo, s tem smo si zakupili recimo nekje 10 mesecev runwaya, toliko časa smo vedeli, da imamo. Imeli smo prostor, kamor smo hodili delati, imeli smo precej izdelano idejo, kar še nismo imeli izdelano, smo izdelovali v tistih urah dnevno, ko smo skupaj sedeli. Imeli smo znanje v končni fazi tudi, ker smo le toliko časa, vsi 10 let plus v iOS-u, marsikatero izkušnjo, marsikatero napako smo že naredili, tako da nam se je nekako na tej točki precej stvari poklopilo, no. Tako da bi imeli neke hude izzive na začetku, jih ni bilo, ne. Tudi bi rekla, da smo vsi tako zelo produkt ljudje in da je to faza, v kateri smo tudi najbolj uživali. Ker takrat se res lahko ukvarjaš samo s produktom, nobenih zunanjih šumov ni bilo, bili smo samo mi. Mi, brainstorm pa vse mogoče. In to je taka neka ful kreativno, polna, meni super faza. Takrat smo se delaš računice, okej, 10 mesecev, vseeno treba gledati malo naprej, pa smo se pojavili na P2, na razpis, za katerega so mnogi tako rekli, kaj aplikacijo delate? Tako, ne, dajte imeti nek fizičen produkt, aplikacij noben več ne verjame. Mi znamo appe delati, mi ne znamo delati fizičnih produktov, pa tudi. Vse nam je ratalo dobiti, smo dobili P2, kar nam je spet malo pomagalo. Bi rekla, mogoče financiranje od začetka, da je bilo največji pain. Nekako nismo hoteli investicije, hoteli smo ostati neodvisni, pa verjeli smo, da nam lahko hkrati prebiti, da lahko sami prebijemo. Tako da kasneje smo še nekaj svojega denarja noter investirali, ampak kasneje pa začeli obračati, recimo, zelo tam, ko smo urco dali ven, no. Nekje v tistem času, se pravi od lani, od februarja naprej, smo se pa začeli pokrivati. Tako da pokrivamo se zdaj že kar nekaj časa. Sliši se zelo dobro. Kaj me zanima, ta demografija uporabnikov? Imate to, kaj spremljate, kje so uporabniki? To je tako, te statistike so lahko malo tudi lažne, ne. Recimo najprej smo imeli večino moških, pa recimo tako med 25 in 45 let, ampak pa zakaj? Zato, ker smo se pojavljali, ne vem, na 9 to 5 Mac, na portalih, ki so pretežno za geeke, pretežno jih moški spremljajo. Tako tista začetna demografija, ne vem, koliko ti v resnici pove o tem, kdo so tvoji uporabniki, ne.
Pol, ko smo začeli dobivati širši exposure, pa sploh takrat, ko smo dobili nagrado za Apple Watch App of the Year, takrat se pa to začelo mešati. Ne? In bi rekla, da v bistvu mogoče še kar prevladuje ta med 25 in 45, trenutno je tudi več moških kot žensk, čeprav razlika ni več tako velika, kot je bila. Imamo tudi kar nekaj starejših. Zato, kar smo zdaj ugotovili, tako po njihovem feedbacku, je to, da oni, ki si ti, ne vem, nekje v 60-ih, 70-ih, skušaš biti aktiven in te aplikacije, ne vem, kot je Strava, ki mi prva pade na pamet, težko se počutiš, da si nekaj dobro naredil, ali pa neko zadoščenje, ne vem, mogoče res samo hodiš, ali pa težko hodiš. Ta app pa, ker bazira na tvojem srčnem utripu in ti vedno veš, koliko si ti res tvoj telo danes namatral, koliko dobro si zase naredil in si lahko pohvaljen tudi samo za kilometrski sprehod. In ti bo pol to motivacija, da boš pa, ne vem, naslednji dan boš celo dobil, danes pa počivaj, in čez 2 dni boš pa šel mogoče 1,2 km zaradi tega. In je dosti ljudi, starejših, s kakšnimi boleznimi, ali pa tudi ne, ki so se not najdali. Tako taka mešana demografija je. Se mi zdi, da sploh ljudje, ki so utrujeni od tega, da je vse neka tekma, da je vse nekaj našponan, da hočejo narediti nekaj za svoje telo, ne pa telesa izrabiti kot neko orodje za dosego nekega cilja, ki na dolgi rok zate v bistvu ni zdravo. Kaj pa po trgih? Amerika, angleško govoreči trgi prevladujejo. Trenutno je na voljo v angleščini, španščini in od prejšnjega četrtka tudi v brazilski portugalščini. Ampak ja, Amerika je prevladujoč trg, sledi pol UK, Kanada, Avstralija, oziroma Nemčija je še vmes. Ja, Nemčija je kar močen fitness market. Pa pol Evropa zelo nekako porazdeljena. Mislim pa, da imamo nekje 60% Amerike. No. In tudi pol največ prometa. Ja. Več kot 60%. Pa zakaj misliš, da je tako? Jaz bi rekla, da eno tudi, da so oni bolj navajeni tega plačevanja za aplikacije, da so se prej plačevali za vse stvari v resnici in pa tudi za appe jim mogoče ni toliko težko. Medtem, ko v Evropi smo z tega koncepta mogli prvaditi. Jaz mislim, ena je ta stvar, mogoče tudi njim, se zdi to prvi bil, ker oni pa za vse plačujejo. Veš, tam, ko greš jest, plačaš kosilo, pa plačaš napitnino, pa še davek. Oni se pravi za vsako stvar. Za koliko aplikacij pa ti plačuješ? Jaz plačujem za eno, za Spotify. Ko te razumem to, kaj praviš, da počneš tako kulture. Ampak plačuje pa Andrej, ki ima za vse family sharing. Ampak so tudi neke te music, ne znam teh izgleda sploh nešteti. Je zelo malo aplikacij. Se pravi, Američani dejansko so bolj vajeni tega plačevanja. Ja, se pa tudi v Evropi se viša. Pa se zdi tako, mi veliko tega feedbacka dobimo, da se vidi, da so ljudje zadaj, ki jim je mar za izkušnjo in da ljudje pa hočejo to podpreti. Ker če si bootstrapa, mi smo odvisni od njih. No. Mi smo odvisni v bistvu od uporabnikov pa od tega, a nas bodo podporali, ne. Razumem. Malo si že omenila, da nekatere trge, katere imate odprte, zdaj Amerika sem razumel, tudi angleško govoreči trgi, če sem prav razumel, tudi Španija oziroma Latinska Amerika in Nemčija, če sem dobro razumel. Kaj pa, zakaj ti trgi, to me prvo zanima, pa tudi se naprej me zanima, kakšen črt, kjere trge naprej želiš te odpreti? Amerika je tako, sploh, ko greš gledati statistike aplikacij ali health and fitness, za druge kategorije ne poznam več, jih ne poznam toliko dobro, ampak oni so najvišji. Ena izmed stvari je sigurno jezik. Mi imamo zelo dober exposure na njihovem App Storeu, editorji ameriški nas precej forsirajo, se pravi, na velikih koncih se pojavljamo, na velikih koncih se uporabnik lahko z nami sreča. Pol mogoče tudi to, da njihov zdravstven sistem vemo, kakšen je, pa da mogoče temu posvečajo malo več pozornosti. To je zdaj tudi špekuliram. Smo gledali tudi filme, kjer so ljudje jedli veliko, pa spomnim se tudi nekega dokumentarca, da je v bistvu ni toliko mar za zdravje, oziroma kaj je. A to se
potem spreminja? Mislim, da je tudi regijsko. Ta trend? Po državah, da je tako, recimo New York, Kalifornija, tle imamo največ uporabnikov. Pol, ne vem, če pa greš nekam na jugu Amerike, tam jih je manj, tako da tle se vse zelo razlikuje, tam, kjer je življenjski slog drugačen, recimo. Ja, Amerika je le velik trg. Ogromen trg, ja. Katarina, zanima me, ko vstopate na nove trge, s kakšnimi izzivi se spopadate? Glaven izziv je, kako pride do uporabnikov. Zdaj, v preteklosti smo imeli to srečo, da nas je App Store porivil v lokalnih App Storih, plus, da PR dela v našo korist, se pravi, smo imeli ta dva kanala pridobivanja uporabnikov, pa zdaj se mu priključuje še word of mouth, ker pač te dva pomagata pri tem tretjem. Tako da, ja, zdaj naprej, ravno zdaj, ko smo delali brazilsko portugalščino, smo sodelovali z novinarjem, ki je tam pač z lokalnim novinarjem, ki nas je pol povezal tudi z nekimi influencerji, pa tech blogi, tako da je naredil nekje 6 je naredil prispevke, v nekem podcastu smo, tako da tako probamo in tako bomo tudi naprej delali. Zdaj sicer smo še zelo tako v teh, jaz bi rekla, smo early stage, v smislu tudi, da zaenkrat nas v glavnem upoštevajo tech portali, pa tech podcasti, se najde tudi že kakšen kaj lifestyle, ampak tako, po mojem, to pol kasneje enkrat, ko si pač to kveči. Ja, tako da lokalno bomo skušali, lokalno opozarjati nase, pa vedno pa računamo na podporo App Store, ki pa vse je naš glavni zaenkrat vir uporabnikov. Pa, ja, zdaj smo dobili, prej smo bili 4, kot sem na začetku omenil, zdaj imamo 2 nova sodelavca, Katjo pa Nejca. Katja se nam je priključila za lokalizacijo, Nejc za digitalni marketing, tako da raven vzpostavljamo vso marketinško infrastrukturo, ki jo rabimo, se pravi vse tule, da bomo vedeli, kaj se z uporabniki dogaja, da bomo znali vedeti, kje so ljudje, ki jim naš app pride prav, da bomo znali poiskati prave, pa pač njim rešiti problem, pa tako. Tako da, ja, ne vem, Super, ja. Zanima me, ker si tudi rekla, da se je pridružila Katja in da je odgovorna za lokalizacijo. Ste morda tukaj tudi pripravili kakšno strategijo? Ja, imamo. Tako, naredili smo malo to, kar si me prej sprašal, kateri trgi so najmočnejši, smo malo pogledali, te neangleško govoreči, pa kje imamo še pogledali smo, kateri trgi so pri nas dobro zastopani. Pa smo pogledali še splošno health and fitness sliko, kje so te aplikacije močne in naredili nek kombo. Tako da zdaj zaenkrat se bomo lotili evropskih jezikov, to bi radi naredili recimo do jeseni. Pa nas pa čaka tako večji zalogaj, Azija, jaz se sicer ful veselim, ampak tam lahko to tudi pomeni, da bomo mogli poseči kaj v to, kako app izgleda, kako deluje, ker sploh Kitajci so blazno občutljivi in na odtenke barv in ne vem, pa mi imamo karakterja Yorhart, ki mislim, da je neškodljiv, ampak to je za nas, mogoče pa, ne vem, bo treba kaj prilagoditi za njihov trg. Super. Ravno to je bilo moje, nekako delno si mi odgovorila na naslednje vprašanje, ker me je strašno zanima, če bo ta aplikacija za vse trge popolnoma enaka, ali boste pač to aplikacijo lokalizirali v smislu, da bo, kako si že rekla, da bo karakter, da bo nek lik drugačen, da bo celo mogoče Azic, da se mogoče tudi pravih barv lotite, recimo rdečega verjetno ali pa kaj podobnega, ampak spet na pravih mestih. Ali samo razmišljate, zamenjam jezik, lokaliziram, ali je to pač širše? Prav si povedal, ja, ker lokalizirati ne pomeni samo to, ne pomeni samo prevesti. V bistvu pomeni prilagoditi za trg. Zdaj Evropa se mi zdi, smo tako predvsem on the same page, nekako tudi podobno z Američani. Azija je pa res svoj svet. In tam smo pripravljeni tudi kakšne stvari spremeniti, če bo treba. Ima ta rdeča, zelena barva tam ravno obraten pomen. Naš activity pad je zelen, ne vem, mogoče to pomeni, da bo mogel biti rdeč, ne vem. No. Tako da ko se bomo tega lotili, bomo naredili tudi analizo trga, se povezali s pravimi ljudmi, pa probali narediti stvari prav. Ja, sem takoj mogoče preskočil eno vprašanje, pa rečem, kako misliš, da bi lahko ti tle prevajalske agencije
pomagala. Pa še dodam, da v bistvu, ko se že pogovarjal o barvah, je ena zanimiva stvar pri lokalizaciji, kar naredi tudi kakšno podjetje, tudi kakšen feler, je, da v bistvu, če ime pa priimek osebe napišeš v rdeči barvi, je ta oseba na Kitajskem pokojna. A res? Tako da moraš zelo paziti do takih stvari, takih filmov. Mislim, to so potem zelo užaljeni in lahko si narediš zelo slabo propagando, zelo slabo vpliva na branding. No. Tako da, ker sem pač lastnik prevajalske agencije, me zanima, če je to, kar boste iskali. No. Pač ta znanja. Ja, siguran. Tako, ker tega znanja mi nimamo. Vemo pa, govorila sem s kolegi, s Kitajci sicer, so imeli svoj game, imajo svoj game in je rekla, da so njihovi kolegi, tudi Kitajci, da so jim banali app iz App Store, ker je bila napačna rdeča. Zaradi napačne rdeče so dobili križ in jih ni več gor. Veseli, da si tudi gledalcem, da si predstavlja, kako zelo pomembno je to področje in kako zelo v bistvu korelira z pač uspehom in prihodki in ugledom nekega podjetja. Ogromen trg je. Sploh Japonska je na področju health and fitnessa močna, visoka, Kitajska raste, pa Južna Koreja. Vse to, mi res zaenkrat zasedamo nevelik trg, pa ful smo mladi. Potenciale tako je ogromno. Ja. The world is out there. Yes. Zdaj, če imam eno vprašanje, kar se tiče vsebine, kaj vse bi v bistvu želel lokalizirati. Jaz zdaj pač so se nekako zelo osredotočil na ta aplikacijo, kar je seveda vaš core produkt in je to razumljivo, ampak kaj pa vse ostalo? Mislim, spletna stran, marketing materiali in ostalo. Verjetno sledijo tudi kakšne pogodbe in tako dalje. Ne vem, mogoče so aplikacije v tem pogledu malo specifične. Ker naša glavna prezenca je, ti moraš lokalizirati produktno stran na vseh App Storih, se pravi, kitajski App Store bo imel svoje screenshote, južnokorejski svoje screenshote, nemški svoje screenshote, se pravi, svojo kratko predstavitev tistih, 5 do 10 slikic, kjer imaš ti aplikacijo predstavljeno, pa opis bo lokaliziran in to je naš glaven tool, to je najbolj pomembno pri nas. Kar se spletne strani tiče, fajn je, da jo imamo, ampak tam se zelo malo trafika gor obrne, ker niti ne vodimo ljudi tja. To je bolj tako, če koga zanima, pa da nas išče, da pride gor. Nekih drugih marketinških, niti nimamo. No. Vse se zgodi na tej aplikaciji. Vse v bistvu app je tisto, je glavno orodje. No. Glavno orodje pa social media, pa user support, to so naši tooli. No. Ni tako, kot če imaš nek fizičen produkt ali pa mogoče nek drug servis, no, tudi, ko se pojavljaš na sejmih ali karkoli. Tudi bi se lahko v končni fazi, če bi poiskali svojo nišo pa nek svoj način, ampak zaenkrat še nismo tam. No. Zaenkrat je naš fokus res sam app, ga ohraniti toliko kakovostnega pa zanimivega, da dobi pozornost App Store urednikov, pa da odklenemo paid user acquisition, pa zaženemo še ta kanal pridobivanja uporabnikov. Odlično. Zanima me malo, kako gledaš naprej, kakšni so načrti za naprej. Kje se vidiš na koncu leta 2023 in pa naslednjo leto? Mislim, koliko bo uporabnikov, kam hočeš, da pridete? No? Ker se že prej se tudi pogovarjala zunaj pred vrati, kaj je za te uspeh? No? Ja, to je ful težko vprašanje. S čim boš ti zadovoljna osebno, mogoče, pa tudi mogoče ekipa? No? Kaj bi si želeli? Jaz mislim, da mi bi si želeli na dolgi rok ustvarjati dobre stvari, pa delati to, kar delamo. Ta app še daleč tega, da bi bil dokončan. Ravno zdaj delamo prilagoditve za nov operacijski sistem, ki prihaja jeseni. Širimo se tudi na iPad, ker zdaj bo Health Kit, to je knjižnica tvojih zdravstvenih podatkov, se seli na iPad, tako da bomo zdaj lahko tudi tam dosegljivi. Tako pestro poletje, pol ta lokalizacija, o kateri sva govorila, pa še cel kup nekih manjših featurejev, tudi večjih prihaja. Aplikacija je organizem, ki je stalno živ, nikoli v bistvu ni konc.
Ampak enkrat bomo verjetno prišli do točke, ko bomo lahko malo stopili s plina, pa mogoče pozornost namenili nečemu novemu. Tako da ja, jaz bi si želela ustvariti vsaj še en app, ki ga imam približen v glavi, se rodil zares se pol takrat, ampak vem, v katero smer bi rada šla. To pa... Kar te poslušam, prosti. Dejansko se osredotočaš na to poslanstvo, ki ga imate. Ne? Ker večkrat sem te vprašal o številkah, ampak mislim, da tebe številke, da ti je to neka posledica. Ja, bravo, ja, to si ful dobro rekel. Ja. Mislim, če ne čutim strasti, do tega, kar počnem, jaz sem zelo povprečen delavec ali pa slab. In ja, pri nas niso driver številke, tako ful slabo bojo. Številke so posledica dobrega dela. Ja. To mi je tako zanimivo, ker vidim neko razliko med tem vodenjem, ki smo se tudi prej pogovarjali, med moškim in ženskam. Se mi zdi, da je super, da vas je več in da boš ti s tem, s to strastjo, s tem pač, da rešiš problem, ki ga vidiš zase, za sodelavce in vidiš priložnost, da je to tudi za druge lahko rešitev. Tako da mi je to zelo všeč. Tako da te ne bom več v številkah spraševal. Ne, pa sem lahko, se nimam problema, samo po mojem odnese v druge... Ne zdi se mi to pomembno. Meni je to všeč, točno to. Tukaj vidim nekaj lepega, tako da ne ostanem pri tem. Se pravi, če se vrnem tudi spet malo, kaj si vi želite. Če prav razumem, investitorjev ne boste iskali, boste poskušali sami. Na tej točki mislim, da ne, zato ker na točki, kjer smo zdaj, ne vidim, kaj bi nam zares prinesla neka investicija versus to, kar lahko sami s svojimi sredstvi naredimo. Ne. Trenutno si lahko sami zaženemo vse to, kar bi tudi lahko z neko investicijo. Vsem bi rabili čas, da se stvari začnejo obračati. Tako da ne, trenutno mislim, da ne bomo šli za investicijo, never say never. Ampak tako ne vidimo nekako potrebe, no. Ker pol, kaj to pomeni? To pomeni nekaj, ki mogoče tudi kleša z našo čisto interno filozofijo načina dela, ker če rečemo Gentler Stories, mi smo želeli tudi ustvariti neko klimo, ki je bolj mehka, ki je bolj človeška, ki si najprej človek, pol pa delavec, sredstva ali pa, ne vem, grda beseda drugače. Ja, kar je. Tako, ja. Sicer pogodbo piše, delavec, ampak ja, se strinjam. Tako da se mi zdi, da lahko v tistem primeru, ne vem, prehitra rast, lahko marsikaj za sabo potegne, no. Ni brez davka. Ne, mislim, da ta pot, ki jo mi hodimo, da je za nas zdaj prava, lahko bomo v prihodnosti zavili kam drugam, ampak to bomo takrat, ko bo čas prišel. Zaenkrat smo tukaj, 6 nas je, najbrž bomo letos še iskali ukrepitve, ampak trenutno se zdi, da organska pot je za nas tista prava. Super. Ja. Morda za naše gledalce na koncu neka tvoja modrost za vse startupe, ki nas bodo gledali, nekaj, kar si se naučila, spoznala v tem času, neko vodilo za vse startupe. Rekla bi, da ne čakati na to, da bo produkt popoln v tvojih očeh, preden ga daš ven, ampak da res čim prej probaš nekaj dati ven, pa testirati, pa videti odziv. Da tudi to, da mogoče, če ti prijatelji niso najboljši vir za feedback, eno je, da mogoče niso uporabnik sploh. Drugo je to, da ti mogoče ne bodo upali iskreno povedati, kar si mislijo. Pol to, da se ne zaljubiš preveč v svoj produkt, da še vseeno uspeš tudi, ful je dobro, da si zaljubljen, samo je pa ful dobro tudi, da znaš stopiti stran, pa samo poslušati nek feedback, da ni stalno na preži pa zagovarjaš, ker lahko marsikaj uporabnega sfališ, marsikaj, kar ti pomaga se premakniti naprej. Enkrat je nekdo rekel, da pusti odvetnika doma in tam je bilo ful dobro. Tako da res probaš odprto poslušati. Pa to, ne vem, mogoče, da, ja, verjeti vase, pa hoditi svojo pot, pa, ne vem, delati dobro. Najlepša hvala, Katarina, za vse tvoje misli, hvala, ker si delila z nami svojo zgodbo. Jaz ti želim na tej tvoji poti vse najboljše. Upam, da boš predvsem to delala
kar rada delaš in da boš reševala te probleme zase, za svoje bližnje in za pač čim več ljudi, ki take rešitve potrebujejo. Iskrena hvala in pa srečno pot domov. Najlepša hvala tebi, da sem lahko prva gostja v podkastu. Hvala lepa. Pa za konec bi mogoče to rekla, da brez ekipe ne bi bilo nič od tega. Če bi bila samo jaz ne znam. Jaz znam en delček tega. Ampak z ekipo, tako s ta pravo ekipo se pa marsikaj da. Tako da tle gre ta zasluga za vse, kar je zelo ekipna. No. Razumem. Se strinjam in te čisto popolnoma razumem. Tako da brez ekipe nismo nič. Hvala lepa. Hvala, Najko. Srečno.